Zdravo, jaz sem Dina Alnavac, pa sem pediatrinja iz Zdravstvenega doma Medvode. Najpogostejši tujki, ki jih zaužijejo, so kovanci. Potem najbolj nevarni tujki so pa baterije, magneti, ostri predmeti pa večji predmeti. In zdaj, če otrok zaužije baterijo ali magnet, je to v bistvu urgentno stanje, je treba hitro ukrepati. Lahko otroku dajemo na 10 minut žlico medu, to lahko ponovimo največ 6-krat in tako je treba iti k zdravniku, zato ker baterija sploh ploščata, zelo hitro deluje na tkiva, da jih okvarja, še posebej tkivo požiralnika, in sicer deluje na 3 načine. En način je že ta stik z tkivom, ki povzroča pritisk in zaradi tega okvarja tkivo. Potem drugi način je, ker pač baterija sprošča električni tok. Tretja stvar so pa kavstične snovi, ki se sproščajo iz baterije. In v bistvu ploščata baterija v požiralniku lahko naredi škodo že v pol ure. Zato je to res urgentno stanje in treba čim prej priti do pediatra oziroma potem pediater napoti naprej k gastroenterologu, da baterijo odstrani. Če en magnet zaužije, je še v redu, ga bo pač izločil. Če pa teh magnetov več, je pa nevarno, da se na različnih nivojih prebavne cevi zlepijo skupaj in potem v bistvu ali naredijo zaporo prebavne cevi v črevesju recimo in pride lahko do zastoja potem blata, lahko zaradi tega tudi prehajajo bakterije iz črevesja v krvni obtok, kar je zelo nevarno. Lahko pa magneti tudi s tem, ko povzročajo pritisk na steno, okvarjajo črevesno steno. Če pediater ugotovi, da je otrok pojedel nenevarni predmet, se potem opazuje blato in se čaka, dokler otrok ta predmet ne izloči. Če je otrok že toliko star, da lahko pove, kaj je zaužil, pač pristopimo umirjeno, povemo otroku, da ne bo kaznovan, da je pomembno, da nam pove, kaj je zaužil, zato da mu lahko pomagamo. Če pa pač ne moremo ugotoviti, kaj je zaužil, je pa treba potem raziskovati naprej. Ponavadi se potem pošlje naprej k gastroenterologu, da se opravi rentgensko slikanje, da se potem vidi, kje je ta tujek in kaj je otrok zaužil. Preventivno pa lahko ukrepamo tako, da odstranimo nevarne stvari iz dosega otrok in pa da kupujemo tiste igrače, pri katerih je težji dostop do baterij. Torej, da pridemo do baterij z vijačenjem. Da se moramo kar namatrati, da v bistvu odvijemo in pridemo do baterije. Proizvajalci v zadnjem času tudi prodajajo baterije v takem ovoju, da v bistvu, če nimaš škarij, v bistvu ne moreš priti do baterije, to je varnostni mehanizem, in pa novejše baterije imajo grenak okus, zato pač, da če otrok že da baterijo v usta, mu ni okusna in jo izpljune in jo ne pogoltne, ampak najbolj pomembno je, da pač baterije niso v bližini otrok. Lahko sploh nimajo težav, lahko slabo slišijo, lahko imajo vrtoglavico, mogoče jih boli v ušesu, lahko se pojavi tudi izcedek iz ušesa. Potem v bistvu, če starš sumi, da si je otrok nekaj dal v uho, pride do pediatra, da mi pogledamo, kaj se noter nahaja in potem, če lahko, pač mi odstranimo ta tujek, če je tako, da ga lahko, če pa ne, pa pošljemo naprej k otorinolaringologu, da on odstrani s svojimi inštrumenti tujek. Ja, jaz sem v moji ambulanti že našla perlice za zapestnice v sluhovodu, pa eno zlomljeno konico oranžne barvice, potem sem našla eno mini školjko pa kamenčke. Sem Urška Ivanc, medicinska sestra v otroškem dispanzerju Bežigrad. Pogosto pride do tujkov pri otrocih, najpogosteje so to orehi, lešniki, različni oreščki. Pri tako majhnih otrocih pa se rado zgodi, da doma sorojenec položi bombonček otroku v usta. Ko prinesejo starši otroka k nam, je pomembno, da takoj pristopimo,
Prvo pogledamo v usta. Ko v ustah pogledamo, ne vidimo tujka, ne gremo s prstom globje, saj bi s tem naredili še lahko večjo težavo. Ko tujka ne vidimo, obrnemo otroka na trebuh, položimo si ga na svojo nogo in damo 5 sunkovitih udarcev med lopatice. 1, 2, 3, 4, 5. Ponovno ga položimo na nogo, pogledamo v usta, če tujka ne vidimo, damo 5 stisov prsnega koša. 1, 2, 3, 4, 5. Nato zopet pogledamo v usta. Če tujek ni viden v ustni votlini, ga ponovno položimo nazaj na trebuh in damo 5 sunkovitih udarcev med lopatico. Če otrok v tem času ne kaže znaka življenja, ga položimo na trdo ravno površino in začnemo z temeljnimi postopki oživljanja.